Lep pozdrav vsem skupaj v imenu Gasilske zveze Slovenije. Iskrene čestitke vam prinašam v vašem visokem jubileju. Mnogo o vašem delovanju je bilo že izrečeno ob vaši paradi, ob vaši proslavi, zato ne bi ponavljal vse tistega. Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše delo na operativnem, preventivnem področju in tudi ta del, ki ga danes predstavljate, torej tiskana beseda, je za nas gasilce zelo pomembna. Mnogokrat rečemo, gasilci znamo vse narediti, kar je potrebno, vedno smo na razpolago, takrat, ko nas potrebujejo, da bi pa nekaj napisali, se nam pa težko dogodi. In zelo veseli in ponosni smo na vsako društvo, pa tudi na vsako zvezo, ki uspe ob nekem jubileju izdati knjigo v svoji zgodovini. To je pisana beseda, ki ostane tudi tistim, ki bodo prišli za nami. In to je zbrano. To je mnogo dela, da se takšno delo oblikuje, da se zbere dovolj verodostojnih podatkov in da je to potem enkrat objavljeno. Tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije se trudimo občasno s kakšnimi takšnimi knjigami. Jaz bi želel, da ta knjiga, ki jo boste danes predstavili, najde svoje mesto povsod v vaših družinah, da pregledate zelo podrobno, kaj vse je to društvo v teh 100 letih uspelo narediti. Seveda, tisti, ki ga danes vodijo, so veliko pripomogli k temu. Imate pa še možnosti, da to tudi nadaljujete, da k temu usmerjate svoje najmlajše. In zato želim, da bi tako dobro, kot v zadnjih desetletjih zelo dobro delate tudi v prihodnje in boste vse to vzgled tudi širši koaliciji. Srečno, hvala lepa. 100 let ni kar tako. 100 let nikar ni tu, razen gasilske, društva Šmartno. Tako da je res potrebna posebna zahvala ob jubileju, še posebej za uspešno delo, kot smo slišali, in to vaše delo zagotovo spremlja tudi intenzivneje zadnjih 14 let. Tale skromna nastava, če lahko rečem skromna, je tipičen dokaz, kako se je skozi 100 let razvijala gasilska služba, kako ste se razvijali vi, kako ste se morali usposabljati tudi na novih orodjih in kako, če lahko pogledam na jutrišnji dan, se boste morali pravzaprav usposabljati spet na novo. Zadnji dogodki in dogodki minulih let, poplave, neurja, so dokazala, da moramo tudi mi v občinski upravi razmišljati drugače, skupaj z vami, skupaj z drugimi pripadniki civilne zaščite, kajti tudi vi ste neposredno vključeni v aktivnosti civilne zaščite. Mislim, da je prav, pa če karikiram to, kar so v zadnjih nekaj letih sam rekel na kolegiju ali med prijatelji ali med gasilci, med drugimi pripadniki civilne zaščite, da je potrebno vsem, ki sodelujemo tako ali drugače, nabaviti nova orodja, karikirano rečeno, motorke, da se bo potrebno usposabljati, pa čeprav večina že zna, da potrebujemo čolne, to je karikirano rečeno, ampak vendarle pogledajte, lansko neurje, ki nam je predvsem prizadelo, predvsem področje Špitaliča, Motnika, pa tudi v Kamniku, še ni bilo odpravljeno, torej posledice niso bile odpravljene, ko so nas 13. julija in 23. augusta prizadeli še večji naravni dogodki, ko smo pravzaprav v dobrem mesecu doživeli 2 veliki katastrofi. Zagotovo je to katastrofa ne samo za našo občino, kajti tudi za našo Slovenijo. In tu ste bili zagotovo prvi trenutek, predvsem vi gasilci. Prvi trenutek ste se zavedali svoje dolžnosti in odvrzeli tja, kjer je bilo najbolj potrebno. Spomnim se gozda in tisti trenutek je bil najbolj pomemben. Kot se dejal, večkrat tudi v medijih, prvi teden, prvih 10 dni, gasilci, župan, župnik in seveda vsi tisti, ki so čutili za prizadetimi v teh neurjih. Pa če dober mesec pride ponovno, 23. augusta, nam je odneslo skoraj pol šole v Tunicah. Spet so bili gasilci prvi, ki so izskočili na pomoč. Čez 7 dni se je začel pouk v osnovni šoli Tunice, ki ostala teden dni nazaj brez strehe, pa se pouk začel.
In spet ste bili najprej gasilci in seveda tuji pripadniki in sosedje vsi tisti, ki so seveda vedno in povsod takrat najprej, ko je potrebno pomagati.